napisala, ker tudi opisuje ljudi v stiski, črnci v Ameriki, ki so dolga leta, dolga desetletja, stoletja trpeli in so edino v veri našli upanje, da so preživeli. Tudi naslednja pesem, ki jo vam hočemo zapeti, je, je pobožna legenda. Prihaja pa z čisto drugega konca sveta. Pred 2003 smo 2001 smo obiskali Ukrajino. In zahodni del Ukrajine je, tam govorijo ukrajinsko, na vzhodnem delu Ukrajine pa govorijo rusko. Tam je Kijev, glavno mesto, in tam in Kijev ni bil vedno tako veliko mesto, bil je pa slavno, in tam okrog tistih kijevskih, tam okrog Kijeva, po gozdovih, so pa živeli možje, razbojniki, kateri so se ljudje seveda bali, predvsem bogataši, in njihov poveljnik je bil pa Hudijar, in ta se je iz razbojnika razvil pobožnega Mika. To zgodbo vam bo naslednjo pripovedoval naš Sigi, 12 razbojnikov. Na to pa vam bomo zapeli še eno čudovito lepo pesem, saj po naši presoji, in sicer, skoraj reče pri nas, da je to italijanska tajna himna, in to je pa pesem La Montanara. Najprej pa, jaz upam, da bo, ker dvorana ni tako akustična, da se boste vseeno lahko uživeli v obe pesmi, in vam želim mnogo užitka, najprej z 13 razbojnikov. Tak,
ampak ko se bomo privadili tudi pravilne izgovorjave, da bomo se tudi lotili španščine, oziroma argentinščine, španščine. In zakaj to rečem? Ko smo zdaj pripravljali to turnejo, mi je ena zelo dobra prijateljica, oziroma pravzaprav je sorodnica, Mirena Krištof, rekla, ko nam je prevajala eno besedilo za našo zgoščenko, je rekla, ampak zelo pazite, da pravilno pišete. Naprimer, beseda anjo. Tisto kruka. Je rekla, če tisto krukico izpustite, jaz pa rekel, jaz mi pa na to rekel v moji pristni podjunščini, ki je še vi ne razumete, boste pa v 14 dneh, če boste poslušali naše zgoščenke, se je boste pa naučili in jaz mi pa rekel, štuk pa res ne gra. Kaj to pomeni? Štuk pa res ne gra, tako pa res ne gre. To je pravi podjunski izrek. Štuk pa res ne gra, pa reče mlad koroški Slovenec tistim, ki ga ne marajo, ki ga ne zaničujejo, ki mu rečejo, da naj ne bi več bil to, kar je. On pa jim reče, štuk pa res ne gra. Ostalo besedilo, če ga niste razumeli, ena oseba ga je razumela, to je pa Mirjam Oblak. In prav, ker ona je dobra poznavalka Koroške, ona je dobra poznavalka tudi našega Pavla in se že dolgo let poznata in iz tega poznanstva
in tudi iz naše želje priti enkrat med rojake tukaj v Argentini, je nastala ta pevska turneja, ki se danes začenja, no za nas se je že včeraj začela, in ki se bo danes 14 dni končala z velikim koncertom tukaj prav tu v domu San Justo. Za jutri je načrtovana maša, in sicer v Rožmanovem domu, jutri bom že vedel, v Rožmanovem domu, in sicer ob 12:30, hvala lepa, a vi ste že obveščeni, vi že vse veste. Ob 12:00 in na vrh bomo morda še malo kaj zapeli in predvsem tudi naš trio bo morda še tak za matinejo malo zaigral. In vas prisrčno vabim, če imate čas, pa tudi še na druge termine, ki jih imamo, dokler se ne boste nas navličali, pa upam, da ne boste rekli, šak pa res ne igra. Jaz bi se na vsak način že danes rad prav prisrčno zahvalil Mirjami za res požrtvovalno delo. Ona je pravzaprav bila tista, ki je največ imela dela, ampak tudi našemu Pavlu, ki je iz Koroške stvari spravljal v prave tire in ki je tam delal. Brez takih ljudi bi take turneje ne mogli nastati. Bohvoni, Mirjam. Morda že čujete, da mi že malo glas peša, ampak do jutri bo vse boljši. Preden, da bomo vam zapeli še našo zadnjo pesem, bi se rad srčno zahvalil tudi vam, spoštovano občinstvo. Mi smo se pričakovali, pravzaprav smo že pričakovali, ker smo slišali, kako odlična publika ste, pa kako ste argentinski Slovenci res zagnani, pa angažirani, pa uneti, pa prisrčni. Prav prisrčna hvala, da ste nas tako lepo sprejeli med vami in želim vam še dolgo in lepo življenje, na vsak način naslednjih 14 dni, potem pa še naprej. In mi bi pa zaključili z eno pesmijo, ki je... Danes pa že tako govorim, da se že poprostite. Mi bi zaključili z eno pesmijo, ki je za nas, koroške Slovence, postala že prava himna. Je tudi v narečju in opisuje življenje Anzeja. Anzej, koroški Slovenec, ki se postavi po konci, ki reče, jaz hočem živeti. Hoteli so ga preimenovati, iz Anzeja ne bi nastal Johannes, nemški Johannes, to je bolj pospojsko, pa bolj lepo. Anzej pa rekel, nič, moje ime pa mi lahko popačete tam na uradi, pa vzamete mojih pesmi, pa moje zavesti, pa ne boste razumeli. V tem smislu, hvala lepa za vašo pozornost, lep večer vam še želim in nasvidenje morda še na enem naših naslednjih koncertov.
Zelo smo veseli, dragi gostje, da vam je Argentina po srcu tako blizu, da ste jo vključili v vašo svetovno turnejo. Radi bi se vam iskreno zahvalili za čudovit koncert, kateri potrjuje, da slovenska pesem še živi. Kličemo vam še na mnoga leta, ter želimo vam še mnogo uspehov na vaši plodoviti umetniški poti. Gospod umetniški vodja Elio Ražen, prosim, in člani Podjunskega trio, če izvolite na oder.